To so poudarki današnjega dnevnika. V Veliki Polani bodo obnovili domačijo Miška Kranjca. V Filovski gaji vabijo na večer v okviru festivala Dnevi poezije in vina. Na Petancih razstava del Štefana Hauka. In še vreme, jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Veliki Polani so slovesnim podpisom pogodbe potrdili obnovo domačije Miška Kranjca. Dodali ji bodo nove vsebine in s tem poskrbeli za boljši obisk ter vzpodbudo turizmu. Na domačiji Miška Kranjca v Veliki Polani so slovesno podpisali pogodbo o financiranju projekta Miško Life, trajnostna obnova in oživitev domačije Miška Kranjca. Ta prenova bo prinesla seveda neko novo življenje v samo hišo, v ohranjanje kulturne dediščine, tako v spomin enega naših največjih pisateljev Miška Kranjca, kot tudi konec koncev življenje v teh krajih. In glede na to, da je Miško Kranjec bil resnično mnoga desetletja ena izmed osrednjih književnih osebnosti, pa tudi kulturno-politični delavec, hkrati pa je v njegovih romanih, delih, v pisanju, esejih zelo prinesel tudi to življenje še danes do nas in ga gledamo preko tega, je to en dogodek, na katerega smo lahko vsi veseli. Pomemben tako za samo regijo, kot tudi širše. Projekt v vrednosti nekaj manj kot 800 tisoč evrov bo poleg obnove prinesel še nekaj dodatnih možnosti. V okviru projekta revitalizacije in celovite obnove pisatelja Miška Kranjca je predvidena na eni strani infrastrukturna ureditev, to pomeni obnova dotrajanih konstrukcijskih elementov in vzpostavitev prvotnega stanja, to pomeni avtentičnega, vključno s tem to teraso in vsem, kaj pride zraven. Po drugi strani pa nam bodo ostala infrastrukturna vlaganja omogočila razvoj novih vsebin, predvsem nova stalna razstava, ki bo času in kraju tudi primerna, digitalizirana z virtualnim miškom, razvoj art kinoja, ki bo omogočal prikaz filmov, ki so nastali po delih pisatelja Miška Kranjca, potem vdih na vdih, to pomeni bivanje kulturnih ustvarjalcev na domačiji in pa potem pot po Miškovi poti z ene vrste navigacijskimi stebri in z dodatnimi vsebinami bo omogočilo tudi razvoj turizma in povezovanje z ostalimi občinami. Projekt je pomemben ne le za občino, ampak tudi širše, se vzpodbuja kulturni turizem. Za našo občino gre za zelo pomemben projekt, kajti z lastnimi sredstvi si tako celovite, predvsem vsebinske obnove ne bi mogli zamisliti, kajti gre za velika vlaganja. Po drugi strani pa bomo s tem sigurno navdušili obiskovalce oziroma ciljne javnosti, da obiščejo samo domačijo, s tem, da smo dali velik poudarek tudi na ljudem, ki imajo določene omejitve, predvsem gibalno ovirane, slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, da bodo vsebine pregledane tudi za njih. V galeriji Vin Panon v Bogojini oziroma Filovskem gaju se bo v okviru dnevov festivala poezije in vina zgodilo pesniško branje in sicer z bogatim spremljajočim programom. V naši družbi je Jože Gutman z galerije Vin Panon. Pozdravljeni. Pozdravljeni. V soboto 23. avgusta se bo v galeriji Panon dogajalo in sicer od 19. dalje v Filovskem gaju. Pripravljate namreč pesniško branje oziroma branje in potem seveda bogat spremljajoči program. Ja, kar nekaj smo se morali potruditi, da smo v okviru tega našega programa Terra Panonica, umetniške večere, s svojo dejavnostjo dokazali, da smo vredni tega dogodka in kar moram veselo potrditi, da letos že drugič organiziramo in so nam zaupali ta dogodek. Zato predvsem
ker v tem prostoru želimo znotraj pokrajine povezati poezijo, likovno umetnost in tudi glasbo. Vse te zvrsti zunaj v prostoru, povezane s pokrajino, so prepričale tudi te dneve, torej voditelje dnev poezije, da lahko sodelujemo. Tako, in vaša gostja bo pesnica Kaja Tržan. Pesnica bo prvič se predstavljala pri nas. Pesnica je dokaj zanimiva, prepotovala je torej tudi zunaj na Švedskem, drugje bila, vrača se vseeno v Slovenijo, piše v njenem CV-ju, da je tudi kmetica, da se vrača na zemljo, ker tu črpa neke vsebine in verjetno tudi zaradi tega so jo organizatorji povezali z nami, da bo ta večer z nami. Ob tem pripravljate tudi razstavo del Anje Jerčič-Jakob, ki je akademska slikarka in ki jo tudi dobro poznate. Že kar preko 30 let v bistvu se na tem prostoru srečujejo mlade ustvarjalce. Posebej je bil pri tem aktiven tudi Robert Černelč, domačin, akademski slikar, ki danes predava tudi v Ljubljani. Ta generacija njegovih kolegov se rada vrača in danes so že vsi z akademijo, želijo se predstaviti, želijo ta prostor vrniti in kar sem zelo vesel, očitno smo naredili prav in da so ta prostor vzljubili in ga ponesli nekam ven izmed Prekmurja. Filmska projekcija bo tudi Roberta Černelča in sicer je to film Deževanje iz leta 1999, poleg razstave del Anje Jerčič-Jakob. Torej, cel večer je razdeljen dva sklopa. V prvem sklopu se bojo znotraj objekta Panon Galerije Vin predstavili komorna zasedba osnovne šole Bogojina. Tudi ti se lepo vključujejo. Ob tem bo branje poezije in potem otvoritev razstave. V drugem delu, ko se zvečeri, pa se preselimo na oder, kjer nas pa čaka skupina Falajček s svojo zasedbo in večernim programom. Moram povedati, da je poseben tudi z branjem poezije in še poseben, ker lanskoletni udeleženki tega festivala sta v bistvu v glino zapisali svoje misli. Te smo vedno znova jih tudi od otrok smo jih polagali v zemljo in bomo te glinaste vsebine položili tudi v zemljo. Ta dogodek in ta večer bo poseben, ki se bo potem nadaljeval še s te filmsko projekcijo Roberta Černelča. Robert je res domačin, ki se s tem tkivom vrača v naš prostor, čeprav predava v Ljubljani, živi v Ljubljani, družino ima. Tu v bistvu s vsem svojim medijem, katerim je torej slikarstvo, film raziskuje, v bistvu poglablja to tematiko oziroma ta umetniška področja. Vam je pa uspelo Terra Panonica oziroma Iz globin Panonskega morja, kot ste naslovili tele umetniške večere, v okviru katerih bo tudi tale sobotni, povezati kar veliko deležnikov, recimo založbo Beletrina, Tic Moravske toplice, galerijo Gutmann, Panon Revitae in Panon Galerijo Vin. Tako da lahko govoriva o enem lepem umetniškem prostoru v tako rekoč čarobnem Filovskem gaju. Jaz bi to, da sem nekako okužil s temi vsebinami, tudi svojo družino, zdaj tudi sina, ki je pač po vsem, kar je potoval in videl, se odločil, da prevzame kmetijo in vino, torej vinograde. Smo pač šli v tej smeri, da se tam zgradi prostor, ki je temu primeren, da se potem te vsebine, ki niso nič novega, saj v bistvu, če bi sledili recimo Primorcem, tam je to vsakdanji dogodek, vino, poezija in ti dogodki so jih ponesli in tudi, moramo priznati,
cenovno, finančno drugače so njihova vina cenjena kot naša. Ne samo vina, tudi umetnost. Umetnost podpirate dejavno, to kaže tudi tale bogat program z Kajo Tržan, Anjo Jerčič Jakob, potem Robertom Černelčem. Komorna zasedba učencev in učiteljev osnovne šole Bogojina bo nastopila in še projekcija filma Spomin in deževanje. Jože Gutman vabiva torej v soboto 23. avgusta ob 19. v galerijo Vin Panon v Bogojinu oziroma v Filovski gaj. Povabiva jih, naročili smo lepo vreme, prijetne temperature, tudi nočne temperature, noč ob ognju in to vezano s pokrajino. Mislim, da bo vsem tega potrebujemo, zato vsi vabljeni, pač, ki zmorete, vabljeni. Najlepša hvala, Jože Gutman. Hvala lepo, prosim. Ob 90-letnici akademskega slikarja Štefana Hauka so na Petancih odprli razstavo del iz cikla Samote. Razstava je nastala v času koronske pandemije in odraža samote, ki so nas spremljale ali se v nas naselile med in po pandemiji. Na Petancih v vrtu spominov in tovarištva so odprli razstavo najnovejših del akademskega slikarja Štefana Hauka. Gre za akvarele iz zbirke Samota, ki so nastali v času koronske epidemije. Odprtja razstave se je udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki se je dotaknila prekmurske biti. Spoštljivost, strpnost, ampak tudi odločnost. In to se mi zdi, da Prekmurje vedno ima in to jaz čutim vedno, kadar berem, si ogledujem ali pa prekmurske umetnost, umetnike ali pa jih poslušam. Je to spoštovanje in spoštovanje do sočloveka, spoštovanje do narave, spoštovanje do kulture. Ob Haukovi ustvarjalnosti je treba poudariti tudi njegovo restavratorsko delo. Je pa res, da je treba pri tem mogoče omeniti njegovo delo kot restavratorja, bilo pa tudi zelo, zelo pomembno za slovensko kulturo. Razstava del iz zbirke Samota izraža drugačno občutenje okolice, kot smo jo poznali doslej v njegovem umetniškem izrazu. Če je v prejšnjih delih prevladovalo v njegovi motiviki, kot sem že omenil, pokrajina, človeška figura ali predmet, se je sčasoma ta tematika resno tudi za kratek čas zreducirala samo na določene mikrokozmične detajle prave obmurske pokrajine. Figuraliko zamenja abstraktna simbolika. Že v figuri smo spoznali, da je ta figura nekako osamljena. Čuti se osamelost, samota, neka melanholija panonska, nek magičen prostor te pokrajine, ki je njega že takrat zanimala. Torej ta intima, to človeško bitje, ki je samosvoje, ki se nekako zapira v neko samoto, v neko pokrajino, išče zavetje, bodi se v travi ali v oblakih, kakorkoli že. In zdaj na drugi strani ta paralela, ko je nastopil COVID in so nastopile samote, se je slikar preoblikoval. Po odprtju razstave so v vrtu pripravili še pesniško branje v okviru festivala poezije in vina. Poglejmo še, kako kaže z vremenom. Jutri bo pretežno oblačno, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Zjutraj je bilo pretežno jasno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in v Krajinskem parku Goričko namerili 25, v Lendavi pa 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami, manj jih bo v vzhodnih krajih, možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija.
Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 17, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 26, na Ptuju 25 in v Mariboru 24 stopinj Celzija. V petek bo sprva pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo čez dan ponehale. Popoldne se bo začelo jasniti. Ponekod bo pihal severnik. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 11 in 17, čez dan pa med 20 in 28 stopinj Celzija. To je bilo vse za danes, ker smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi na naši spletni strani ali socialnih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!